Ko s treningom zaključijo umetnostni drsalci, celjska ledena ploskev malce spremeni svojo podobo. Nekaj tako imenovanih pakov, ki označijo tekmovalne proge, in dobra mera posebnih zaščitnih blazin. In že so tu mladi hitrostni drsalci. Short track oziroma hitrostno drsanje na kratke proge je disciplina, v kateri se merijo. Drsalci tekmujejo na različno dolgih progah, odvisno od starosti in izbire posameznika. En krog meri 111 metrov in pa imamo 5 pik, po katerih se proga označuje po različnih disciplinah. Sama tekmujem na 500, 1500 in pa 1000 metrov. Če je led lahko enak kot za hokej in umetnostno drsanje, pa se oprema precej razlikuje. Kevlar oziroma dres, ki preprečuje v bistvu, da te drsalke druge porežejo. Potem dres moraš imeti, čelado, seveda drsalke, posebne za hitrostno drsanje, in pa rokavice, pa očala ne škodijo ravno, da ti kak drobec ne prileti glih v oko. Kljub temu, da šport nosi hitrost v svojem imenu, ni hitrost edino, kar tekmovalec potrebuje. It's really complicated because if you just have the speed, then you will, at the end of the distance, you will be not strong. If you have just endurance, then on the short distance, you will be not enough fast. If you have endurance and speed, but you cannot make good tactics, then you will not make the second round, the semi-final or the finals. Hitrostno drsanje v povzetek bi bil zelo težek in hiter šport. Hiter, zanimiv, tudi malo mogoče nevaren, spolzk, to je tudi velikokrat, nažalost, veliko je adrenalina, zelo zanimiv šport je, veliko prehitevanja. Umetnostno drsanje ni glih za mene, sem bolj tak fantovski tip. Oče je bil hokejist, hokejske ekipe ni ženske, zato sem šla na hitrostno drsanje. Hitrostno drsanje pri nas še vedno velja za posebneža, saj ga lahko zaenkrat trenirate samo na enem mestu, v Celju. Že to, ko prideš na led, ta hlad začutiš, že pri ogrevanju ti liningi, ko čutiš led, ko poka, super je res. Šport jim je že zlezel pod kožo, vse bolj pa tudi želja po največjih tekmovanjih in dobrih športnih rezultatih. In Olimpijski festival Evropske mladine bi lahko bil odlična stopnica na tej poti. Kar velik dogodek tudi v svetu hitrostnega drsanja v športu, pa tudi zaradi tega, ker se bomo pač družili z drugimi športniki iz drugih držav, pa tudi z Slovenci.